Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate Nov Faktor. Sobota je, ura je 19:15, kar pomeni, da ste zagotovo zdaj že vi redi, tako kot sem redi jaz in tako kot sta redi moja dva gosta, ki naj zaenkrat ostaneta še skrivnost. Kajti na samem začetku, dame in gospode, bi rad sploh povedal, o čem bomo mi govorili. Verjetno se vam že malo svita, kajti tukaj za mano na tej veliki sliki je seveda makedonski angel, genialni vokalist in performer, čudovit človek, velik dobrotnik, eden najboljših vokalov Balkana po Zdravku Čoliću, kar se mene tiče. Torej, Toše Proeski, dame in gospodje, in o njemu bomo danes govorili. Njemu smo posvetili celotno oddajo, spominjali se ga bomo tako ali drugače, kajti 16. novembra, se pravi kakšen teden nazaj, zdaj že to je bila obletnica smrti in to 13. že, ne boste verjeli, leta 2007 nas je Toše Proeski v tisti grozljivi prometni nesreči zapustil, star komaj 26 let, torej za eno leto je zgrešil tisti znameniti klub 27. Skratka, to je bila takrat ogromna tragedija, vem, da je jokal cel Balkan, da so razglasili v Makedoniji žalovanje, ki po moje traja še danes, ampak predno bomo mi pozdravili moja dva nocojšnja gosta, bomo zavrteli eno pesmico, ki je meni zelo pri srcu in tudi dejansko kaže, kako dober je bil Toše Proeski, ko je bilo treba peti druge jezike, ne? Na vse zadnje tudi slovensko je obvladal, angleško je obvladal, ampak tale italijanska pesmica z naslovom Arija, ki jo poje v duetu z legendarno italijansko rockerico Gianno Nannini, je pa meni zelo pri srcu in mi je tudi eden najlepših komadov, kar sem jih v življenju slišal. Tako da režija, prosim, kakšno minuto in pol ali 2 minute tele čudovite pesmi za uvod. Arija, na, na. Mislim, prav ono, razumeš, Andrea Bocelli, ne? Pa Toše Proeski na drugi strani, ki sploh ni bil operni pevec, ne, in tako šolan glas, lej, ta komad mi je res zaznoret dober, no. Tako, zdaj pa, druža moja draga, pozdravljam dva zanimiva fanta. Eden je pevec z imenom Robert Fiker, on je veliki oboževalec Tošeta Proeskega, on ga je celo ponašal, ko je bil mlajši, celo oblačil se je tako kot on, frizuro si je naredil tako kot on, skratka, idealen gost za današnjo oddajo. In pa, pazite zdaj vi to, ne, repar, hip-hoper Stefan Josifovski, znan tudi pod vzdevkom El Makedoner, ki je pa seveda v originalu doma iz Makedonije in je to njegovo smrt in žalovanje seveda podoživljal iz prve roke, tako da tudi on bo zelo zanimiv sogovornik. Fanta, lepo zdrav in dobrodošla v Novem Faktorju. Živijo, zdravo, Iztok. Živijo. Robert, da dam tebi besedo in da se ustavimo, recimo tukaj od spodaj piše Toše Proeski, najboljši vokal Balkana. Je ta izjava pretirana ali misliš, da je bil res tako dober, da mu tu ni nihče, niti Toni Cetinski, niti Goran Karan, niti, kaj je tale, Sergej Citkovič, kako se že piše, ko je tudi mojster za vokal, pa ne vem, Dino Merlin, niso prišli blizu? Kar se mene tiče, on je imel tak poseben angelski glas, za mene je on legenda vseh časov. Kdorkoli se mu je poskušal približati vokalno, mislim, da ga ni onaka, ki bi ga znal zapeti Tošeta, tako kot je on zapel. In to so res v bistvu glasbeniki, ki jih ljudje res težko zadanejo njihov vokal, in jaz mislim, da se tak ne bo več nikoli rodil, niti tak, ki bi ga znal posnemati. No. Ker glej, rekli so, da je bil vokalno nekoč Zdravko Čolić, potem nikogar več, potem pa Toše Proeski. Misliš, da tudi ta izjava drži, ali vseeno malo pretiravamo, no? Ne, drugače, na svetu je tudi veliko vokalistov, v bistvu, ki niso tako nekako profesionalno šli v glasbo, pa recimo odlično pojejo, veliko je skritih talentov. Vsak ima svoj način petja, tako da vsak je po svoje odličen.
ampak za moj okus je vokal Tošeta Projska nenadomestljiv za mene in res on je zame najboljši vokalist vseh časov, tako da se pravim, tak se nikoli več ne bo rodil, kot je bil Toše. Stefan, če dam tebi besedo, ti si sicer doma v rap vodah, ampak tudi zagotovo veš, kaj je dober pevec in kaj ne. Veš, da mnogi pevci znajo tudi zblefirati svoj glas, pa potem v živo niso tako dobri, ampak Toše pa je v živo zvenel skoraj da identično ali celo boljše kot na ploščah, kar je pa res čista znanstvena fantastika. Izjemen vokalist. Prepotoval sem po Balkanu, se pravi, rojen sem v Makedoniji, živel sem tam 14 let in prišel tudi sem, poslušal tudi tukajšnje pevce, srbske pevce, bosanske, hrvaške, ni da ni, ampak mislim, da je bil edini, unikaten. Kar se tiče vokala, kar se tiče izvedbe, kar se tiče tudi live performansa, je bil edini. Vsaj meni se tako zdi, no. Pa vokal. Stefan, ampak težko se mu ne... Si razmišljal, recimo, kako je on, recimo, ko je izdal ta, evo tule ga imam, The Hardest Thing, tale album angleški, to ni namreč grafika, to so v živo CD-ji, tukaj razstavljeni moji odzadaj, ne, tale The Hardest Thing, angleški album, ne, ki sicer potem ga ni mogel tako dobro spromovirati, ker je žal prehitro umrl, ampak si opazi, kako je on obvladal tudi jezike, na vse zadnje, le slovensko je pel tisto mojo, to italijanščino, ko smo čuli, v makedonščini, hrvaščini, srbo-hrvaščini, kako to, da misliš, da mu je to tako dobro šlo, mogoče, če si poznal kakšne insajderje makedonske, če tako rečem, a se je on učil te jezike, se je rodil s tem? Mislim, da tukaj je veliko povedala želja. Želja po uspehu tudi na širši ravni, ne samo na makedonskih tleh. In točno na to se je tudi osredotočil. Se pravi, ne vem, da Hardest Thing je tudi snemal v Angliji, kakor se jaz spomnim. Ja, v angleških studijih, ja. Tako in moja, točno ne vem, kje je posneta, ampak vem, da je pač slovenska verzija v bistvu makedonskega komada Sreknali si ti in v bistvu s podobnim besedilom, z drugačnim pristopom in z drugačnimi rimami je odpel isti komad in to brez naglasa. Meni še danes, čeprav sem 10 let tukaj, mi nekdo reče na trenutek, da slišim naglas, ampak on je pa, ne vem, kaj je živel tle. In isto v angleščini. In škoda, da se je tako končalo in da je prezgodaj. Mislim, da bi bil ful bolj uspešen. Robert, če tebe vprašam, ti si pevec, ne? Koliko se je možno vokala naučiti, da rata dober, koliko pa to žal ne gre? A se rodiš s takim vokalom? Ne, v bistvu talent moraš imeti, ne? Če ni talenta, pač pol tudi brez veze v bistvu iti v stvar, tako da dejansko talent more biti, je pa definitivno treba je pač vokalno se, predvsem glasbeniki, ga ni človeka, ki bi v bistvu, vsi se učimo na vokalno, tako da dejansko človek se uči peti celo življenje, se izpolnjuje vokalno, tako recimo tudi Toše Projski je dejansko celo v New York hodil, vokalno se izpolnjeval pri Williamu Rileju, ki je v bistvu tudi sodeloval z Pavarotijem. Tako da v bistvu tudi Toše, ki je bil vokalno za mene 100% je še vedno v bistvu se izpolnjeval. Če smem še to, Robert, no? Kaj pa ta naglas, o katerem smo govorili, kako je mogoče, da ga v nulo odpoješ, da dejansko res, no dober, native speaker verjetno opazi razlike, ampak da pozabiš, no, da ni bil od tam, tako kot je rekel Stefan. Neverjetno, on, ki je zapel v slovenščini, jaz sem dejansko misliš, da je slovenc, ki je zapel v hrvaščini, da je Hrvat, ki je zapel v italijanščini, da je Italijan. Recimo tudi najbolj zanimivo je to, da je v bistvu on tudi zapel legendarno pesem od Miše Kovača, Ostala si uvijek ista. In to je v bistvu eden od največjih hitov Miše Kovača in dejansko on ga je za mene odpel boljš kot Mišo Kovač in še Mišo Kovač mu je v neki oddaji,
ki je bil v bistvu kot glasbeni gost, mu je dal roko in mu čestital, da to je pa presežek, no. Ker Mišo Kovač ponavadi pokritizira vse, razen menda je Vice Vukova je hvalil, ne? Zdaj zadnja leta itak se mu je malo čudenje postavil glede tega, ampak Tošeta je očitno res spoštoval. Fanta, dajmo si mi, mogoče imamo še malo več kot pol minutke, dajmo si režija zavrteti, predno skočimo v reklame, še tole je igro brez granica, potem pa uletimo v reklame. Mi smo nazaj in nova tema našega pogovora bo seveda ta tragična prometna nesreča in bom rekel, ta zadeva, jaz se jo spomnim, potem bom dal fantoma besedo, leta 2007 sem takrat še pisal en blog na Siolo, če se ne motim, je to bilo, in sem takrat zapisal en tak dolgi zapis in takrat se spomnim, da je bilo, ne vem, preko 800 ali 900 komentarjev, kar je bil takrat absolutni rekord, ne. In koliko je bilo enega žalovanja tudi v Sloveniji, ne? Kot da smo tudi Slovenci izgubili svojega človeka in si nisem niti predstavljal, ne, kako je to moglo biti v Makedoniji. O tem bomo tudi govorili še v nadaljevanju naše oddaje. In vem, da sem bil takrat tudi jaz sam zelo žalosten, ker sem imel Tošeta izjemno rad. Imel sem ga čas videti tudi na koncertu skupaj z Janom Plestenjakom v eni rdeči dvorani v Velenju. Se spomnim, da sta imela koncert, takrat sem ga prvič in zadnjič tam videl. In Stefan, če tebe vprašam, ne, koliko je dejansko tebe to takrat prizadelo, potrlo in ne vem, krog tvojih ljudi in na vse zadnje tudi celo Makedonijo. Kakšni so tvoji spomini na ta grozljivi 16. oktober 2007? Če se spomnim natančno, mislim, da sem bil 6. razred. In bil je šolski dan, mi glihi športne, itak nismo imeli telefonov, da bi preverjali novice, pa ne vem kaj. In ko smo imeli konč športno, sem prišel v razred, med zadnjimi smo bili, tako pa vedno. In ne vem, vsaj 15 teh malih objokanih, pa noben ni vedel, zakaj se gre. In rekel so, Toše je umrl. In zdaj, kjer Toše? Veliko je Toše to v Makedoniji, pač ime se vodi kot med najbolj uporabljenim. Ampak rekel so Toše Projeski. In ne vem, mene takrat ni v enem trenutku prizadel, ker dejansko sem nekako tudi mislil, da ni res, da je to nek izrežiran, tako kot je ponavadi s temi estradniki, ker ne moreš verjeti vse na prvo žogo. Ampak v bistvu na koncu izpadlo, da je res, ne. In nisem se zavedel tega, dokler nisem prišel domov in naslednji dan v bistvu, ker sem gledal pogreb. Takrat sem se pa zjokal. Pa ne vem zakaj, nikoli, mislim, nisem bil niti na enem koncertu, toliko mi je žal za to, ampak nekako vsi smo vedeli v Makedoniji, da je bil en tak dobrodelnik, dober človek, muzičar, ni da ni pač umetnik dobesedno. In nekako smo vsi vedeli v sebi, da smo izgubili dobrega človeka, ki bi tudi napredoval v še večjega, ne. Veliko dobrodelnih koncertov, to točno vem, pa tudi himno je imel za UNICEF, tako da to tudi dosti pove glede njega in glede njegovega stava, ampak nažalost je bil tudi pol poglašen ta dan 16.10. Za dan žalovanja in še dan danes se to upošteva in ne moreš verjeti v bistvu, tudi na njegovem grobu je vsako leto toliko ljudi. V Skopju se spomnim, je bil tudi še tisti dan, ki je umrl, toliko ljudi, jaz si sploh nisem mogel tega predstavljati, da je to sploh zmožno, da toliko ljudi daš skupaj, čeprav so dole taka, pač različne vere, so različne nacije, ni da ni vse skupaj na en krog, ampak šli so z enim razlogom tja in da pač izpoštujejo še zadnjič tega človeka. Je bilo pa še veliko teorij zarod glede te smrti, in tudi števila, ki so se ujemala, se pravi 16.10., 16 plus 10 je 26, rojen je bil 25.1., se pravi 25. 25 plus 1, 26, to takrat je umrl po 26, pa da živi na Jamajki, pa ne vem kaj, ampak to je v bistvu bil sam tako nekak razlog, da se ga niso ga hoteli dati ven iz sebe, no. Niso narediti.
Robert, kako se pa ti recimo spominjaš, vem, da takrat si ti bil, bomo potem tudi te slike pokazali, takrat si ti dejansko imel njegov imidž, frizuro, styling, dejansko si prepeval njegove pesmi, imel si ga res rad. Kako si pa ti doživel recimo, da je dejansko učel tvoj idol, ne, če gledamo tako hitro in nenadno in šokantno? Jaz sem v bistvu prvi slišal za njega leta 2003, ki je bil na Eurosongu. Live komad je bil to v angleščini, live, ne? Pesem. Ja. No in dejansko takrat sem jaz prvi slišal za njega, v bistvu sem ga začel poslušati in itak mi je bil res tako dobričina, izjemen vokalist. In potem točno na dan 2007 se spomnim, me je mama klicala po telefonu, a veš, da je Toše umrl. In takrat sem se kar na jok mi je šlo, v bistvu usedel sem se za računalnik in sem, ne vem, par ur sem poslušal njegove komade, ta Igra brez granica, ne, recimo v komadu, v katerem je tudi slutil kot svojo smrt, ne. In kaj ne rečem, in potem dan za dnem so začeli ljudje objavljati njegove videoposnetke, njegovi komadi so se vrteli in to, se pravim, v bistvu žalostno je, da ljudje v bistvu po njegovi smrti so ga na nek način še bolj vzljubili, ne. Dejansko, šele takrat po njegovi smrti je on ratal, mislim, on je bil izjemen že prej, ne, ampak po njegovi smrti je pa on ratal najbolj popularen, res. Povsod so prodajali njegove CD-je, v bistvu nekatere prodajalne so še na račun njegove smrti potem promovirale njegove CD-je in to, čeprav to je malo žalostno, ne, da se to dogaja, ampak od takrat naprej, se pravim, je pa v bistvu on še 10-krat bolj poznan rato, kakor je bil prej, no. Ampak jaz sem vedel že prej za njega in v bistvu je pa res, da po njegovi smrti sem še bolj nekako te njegove komade vzljubil in ja, itak, še danes Robert, dajmo si mi zavrteti, ti si posebej za našo oddajo si pripravil en tak simpatičen Toše tribut. In bomo zdaj mi si poslušali pesem Jedina, to je tudi meni najljubša Toševa pesem vseh časov in moja himna, če rečem tako. Dejansko to zelo žalostna pesem, ni ljubezenska pesem, ampak pesem o tem, da mu je zlomila srce, bejba, ampak dobro. V glavnem, čudovita pesem, ki si jo ti pripravil, posebej za našo oddajo. Režija, dajmo si to pogledati in zavrteti. Magla na mom prozoru miriše na nevolju, nočas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina što si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila. Jedina. Robert, kako je peti eno Jedino, ki je res težka za zapet? Vem, da na teh raznih talent šovih in to so mnogi si izbrali ravno to pesem, ne? Kako si v bistvu drzne kdorkoli zbrati pesem od Toše, da pa imeti idejo, da jo bo lahko odpel? Evo, izvoli.
v bistvu to, kar sem zdaj zapel, je bilo samo par procentov legendarnega Tošeta. Jaz vem, da kdorkoli do zdaj je zapel njegovo pesem, je pogrnil na celi črti, ne. Tako da dejansko, jaz sem to zapel pač njemu v spomin zato, ker v bistvu ga čutim kot velikega glasbenika, ampak definitivno, če bi kadarkoli šel na kakšne talente, ne bi izbral njegove pesmi, da je odpojen, ker vem, da bi, mislim, da vem, kaj ne rečem, ali bi bil sprejet v naslednji krog ali ne, ampak ne bi se sploh upal jeti v tako stvar, ne, ni šans. Pa še Toše bi se verjetno, tako kot pri vseh ostalih, obračal v grobu, ne? Čeprav moram ti reči, da si dobro odpel, ker vem, da to je res težka pesem in pa lepo, da si posebej za našo oddajo to naredil. Gremo mi v reklame in pridemo nazaj zadnjo temo o tem, da Makedonija verjetno te izgube ne bo prebolela nikoli. Evo, prišli smo do tretje in zadnje teme naše oddaje, ki se seveda navezuje na prejšnjo temo. Dali bomo besedo Stefanu, ki je takrat, kot ste že slišali, živel v Makedoniji, bil je mulc in je to spremljal z prve roke. Dej mi, Stefan, še enkrat povej, no, ko je on odšel, ko je začel v Makedoniji to žalovanje, ko se je začela Makedonija zavedati, da je dejansko izgubila, ne vem, svojega preroka, mesijo, odrešenika, če želiš, vodjo, ne? Čeprav se ni ukvarjal s politiko, ampak je tako veliko ljudi za sabo potegnil, da človek ni mogel verjeti, in ko je on umrl, je nekako, kot da bi Makedoniji nekaj zmanjkalo zavedno, ne? In se mi zdi, da tega nikoli več ne bo dobila nazaj. Zdaj to malo pretiravam, pa se je v teh letih že vendarle to malo umirilo in pozabilo, ali je to še tam še vedno svetnik, super zvezda, in če ti sred Makedonije kaj čez njega čudnega rečeš, se ti ne piše dobro. Izvoli. Častijo ga kot Boga, to sigurno, ker je bil tak en sam svoj človek, neodvisen, še posebej ne od politike, kakor si omenil. Določeni tudi zaradi tega ga niso marali, ker dolje se bazira veliko stvari na politiko, ampak s kratkimi besedami ne bo nikoli pozabljen, ker, kakor sem rekel, tudi dan žalovanja je ta dan, in tudi kadarkoli kakšna športna prireditev ali pa kaj, če se slučajno ujema z datumom ali pa da je približno tam, vsi nosijo in majice njegove in vse živo, res pač. CD-ji, ne vem, koliko so še na prodajo, ne vem, če so sploh še na voljo, ampak kakor je prej tudi Robert rekel za Igra bez granice, kakor da je on vedel, da bo umrl, je še en komad iz The Hardest Thing in to z njegovim nečakom, Kristjanom, My Little One se imenuje. Ja, točno tule je. Reče, My little one, don't you cry, there was no time for me to say goodbye. Kdo bi rekel, kdo bi sploh to lahko izjavil? Jaz vsakič, ko poslušam te komade, ki nekako nagovarjajo na njegov odhod, zmrznem oziroma se naježam in pač si nekako mislim, da ta človek je vedel. Stefan, da vskočim, daj mi še to povej, kaj pa to, ko se je recimo govorilo, ne, da se je on malo naveličal vse te slave, medijev, pritiskov, tudi v Sloveniji, vem, da je imel nazadnje tudi intervju, predno je odpotoval nazaj na pot, ne, če se ne motim, pa je tam tudi te novinarki priznal, da ima vsega počasi dovolj, ne. Misliš, da je ta teorija zarote, ne, zaradi tega je tudi nastala, da se je umaknil, pa da so inscenirali to smrt, je to kdo dejansko res verjel v Makedoniji, ali je to bila zgolj ta rešilna bilka, vse mogoče je še pa živ, tako ne vem, Michael Jackson, Elvis in te največje ikone, ki jih še vedno videvajo leta in leta, zatem, ko so odšli. Vemo, kako je z estradniki in vemo, kako je tudi s poslušalci. Nočejo si priznati tega, ampak se dejansko tudi, če rečem, nisem bil tam, nisem na lastne oči videl, težko kaj rečem, težko kaj potrdim kakšno teorijo ali pa tudi ne, ampak če so prikazane slike, pa objave, pa ne vem, se pravi 90% ljudi si prizna v sebi, da ga ni, in pa tistih 10% naredijo neki teorij zarot,
se mi zdi, da sem tukaj pač v tistih 90%, ker enostavno spremljaš, da ga ni in ga spremljaš z njegovo muziko naprej. Ker ta vem, da je še na neki sliki, je še neka roka celo njegova ven z avta visela, tistega niti nisem hotel najbolje pogledati, ker mi je bilo grozno. Robert, če tebe vprašam, ne, recimo v Sloveniji, rečemo en tak ekvivalent njemu, verjetno je Jan Plestenjak, ne, na Hrvaškem recimo bi to bil Peter Grašo, če gledaš po tej popularnosti tudi pri dekletih, ker on je bil izjemno priljubljen tudi pri dekletih, ne, ampak misliš, da bi bilo v Sloveniji pri nas možno, da če bi nekdo odšel, pa Bog ne daj, da bi, ampak če bi, da bi tako žalovanje bilo, da bi taka ikona odšla v mladih letih. Imamo to, pa tudi na Hrvaškem, dobro, ko je Oliver umrl, je bila tudi cela štala, ampak dobro, Oliver je bil že starejši, ne, pa je bil že legenda, 30-40 let, to še je bil seveda sorazmerno mlad in ni bil dolgo na sceni. Si zamislil, ne, kdo bi moral umreti pri nas ali tudi na vse zadnje, kje drugje, da bi bila tako hudo žalovanje, ko ne vem, pred leti James Dean, ki je recimo v Ameriki umrl. To je tudi svetovni unikum, se mi zdi, no, da ni veliko mladih ljudi, ki umrejo, pa bi tako veliko maso žalostnih ljudi in vpliva za sabo potegnili. Ne, on je bil eden izmed teh glasbenikov, ki sem že prej rekel, da ga ne moreš posnemati. Ne. Recimo, kakor Oliver Dragojevič na Hrvaškem, recimo, dajmo primer kle pri nas, recimo Otto Pestner je za mene vrhunski pevec. Ne. In v bistvu to so pevci, ki res jih ne moreš posnemati in to ima en tak svoj glas. Naj pa povem, da v bistvu po njegovi smrti, ne, je bilo najbolj neverjetno to, da čez nekaj let, ne, sem v bistvu, vedno sem si želel videti Makedonijo, ne, nisem nikoli bil tam in tako. In seveda jed tudi na njegov grob, ne. In potem dejansko me je usoda pripeljala v Makedonijo, ker sem v bistvu spoznal dekle, v bistvu moja bivša punco, ki je bila Makedonka. In na ta način sem v bistvu dal skozi celo Makedonijo, šel sem na njegov grob v Kruševo, tam sem spoznal ogromno ljudi, v bistvu tudi dejansko imam prijatelja z Makedonije na ta račun. In potem tudi, ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, ko sem končal s to punco, sem dejansko ful spoznal Makedoncev kle v Sloveniji. Tako na delu, kar naenkrat so me začeli obdajati ljudje z Makedonije in neverjetno, kakor neka usoda me je pripeljala do tega in tudi dejansko te ljudje, ne, pa jaz to nikoli nisem, vedno sem pa zanikal, ne, ker mi tudi to ni bilo do tega, ampak veliko ljudi je tudi rekel, recimo, ne vem, neki v Tošeta pa je na tebi, pa gor da vas rekel, nisem hotel tega slišati, ker to še bo eden in edini, ampak kako me je usoda pripeljala do tega, da sem dejansko jaz v bistvu kar naenkrat bil tam, nikoli si ne bi mislil, da bom obiskal njegov grob, da bom dejansko to blizu njega bil, no, na nek način, ne. Evo, tu vidimo to slikico, kako si mu bil nekoč podoben, ne? In ta stil si furo, ne? Stefan, obstoja v Makedoniji in pa mogoče širše kdo, evo, to si tudi ti, Robert, v Makedoniji, a to je ta Makedonka tvoja blonta, lušna punca, lušna, da se malo nasmejimo. Stefan, obstaja kdo v Makedoniji pa širše, ki pa Tošeta ni maral? Mislim, da tle sploh ni odgovora kot ne, ampak da ja, ker kjergakoli glasbenika nimajo vsi sam v nekaj, ti si zakon. Povsod imamo ene take, ki pač ti ne prvoščijo oziroma ne vidijo to na tebi, kar drugi vidijo. No. Ampak so obstajali, po moje sigurno, in še zmeri obstajajo. Ker si mislijo, to je brez veze, pač je že mimo, kako bi rekel. Po moje so, no. Ker glej, ne, Stefan, ti moraš vedeti nekaj, ne, to še
non-stop poudarjamo ta njegov izjemen vokal, ampak on je bil to zelo čeden fant, on je bil seksi, on je bil cool, on je bil cel paket, razumeš, ne? To je bilo pri njemu, da so babe nore, babe so bile mokre, ko so ga videle na televiziji v živo, so jih mogli na nosilnik odnesti, razumeš, in to je bila ta njegova zgodba. Čisto na kratko oba, potem bomo zavrteli še zadnji video spot. Robert, na hitro mi še povej, no, stavek ali dva, pa res nič več. Da bi to še zdaj prišel nazaj, kar naenkrat, kaj bi mu ti rekel? Kaj bi mu rekel? Da bi to še prišel nazaj, kar naenkrat, po mojem bi obnemel, ne vem, če bi mu lahko sploh kaj rekel, kaj bi bilo takole. Po moje, ne vem, kaj ne rečem, ja, pač želel bi si ga spoznati v živo, bil bi počaščen, če bi mi namenil kakšno besedo, dve, pač, kaj ne rečem, no, občudoval bi ga. Se dejansko, ko smo prej govorili o ljudeh, Hitro povej. v bistvu, sej kamorkoli, katerokoli deželo je prišel, je naredil duet z najboljšim pevcem, recimo v Makedoniji s Karolino Gočevo, potem na Hrvaškem Toni Cetinski, v Sloveniji Anja Rupel, potem v Italiji z duetom, z Džano, ne. Tako da dejansko delal je z najboljšimi in dejansko ostal je najboljši. Stefan, na hitro, če bi lahko naredil z njim duet, kak bi bil naslov komada? Si študiral to? A pa si mu kakšne rime kdaj posvetil, kakem svojem komadu, ker ti si reper, ne? Ne še, ampak delam na tem, da bi kakšen sample vzel iz njegove instrumentalke oziroma bita. To še delam na tem, ampak ne vem samo še v kakšnem kontekstu, da bi naredil. In težko rečem naslov zaradi tega, ker si tudi ne predstavljam, da bi ga videl. Ampak bi bilo pa zanimivo, kar je rekel tudi Robert. Sploh ne vem, kaj bi rekel. Ne ostane pri tem, torej, dame in gospodje, to je bil nov faktor z mano, z nami vsemi sta bila Robert Fiker in Stefan Josifovski, El Makedoner. To je bilo to, vidimo se jutri v 19:15 in v dveh ponovitvah te vdaji. Zdaj si pa na koncu pogledamo še na hitro, kakor pač gre, v živo verzijo legendarne, kultne makedonske pesmi Zajdi, Zajdi, ki jo to še odpoje tako lepo, da so še angeli padli skupaj, ne. Lepo zdrav in se vidimo jutri. Fanta, hvala. Hvala.